Evangelij po Janezu. 4. poglavje. 1. do 26. vers. Jezus in Samarijanka. Ko je torej Jezus izvedel, da so farizeji slišali, kako pridobiva in krščuje več učencev kot Janez, čeprav Jezus sam ni krščeval, ampak njegovi učenci, je zapustil Judejo in spet odšel v Galilejo. Moral je iti skozi Samarijo. Prišel je torej v samarijsko mesto, imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: "Daj mi piti." Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla: "Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti?" Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus ji je odgovoril in rekel: "Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode." Žena mu je rekla: "Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina?" Jezus je odvrnil in ji rekel: "Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje." Žena mu je rekla: "Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat." Rekel ji je: "Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem." Žena je odgovorila in mu rekla: "Nimam moža." Jezus ji je rekel: "Dobro si rekla, nimam moža. Kajti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala." Žena mu je dejala: "Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori. Vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu." Jezus je rekel: "Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori in ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje je od Judov.
Pride pa ura, in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je dejala: Vem, da pride Mesija, kar pomeni maziljenec. Ko pride, nam bo vse oznanil. Jezus ji je rekel: Jaz sem, ki govorim s teboj.